Ja, govora je o lesu. In odkar so tole stavbo za menoj odprli leta 2022, so v njej pritegnili, zbrali in gostili že več kakor 30 000 obiskovalcev. Zgodba je bila seveda les. Namen je, da bi pritegnili in navdihnili ljudi, da bi les uporabljali več pri gradnji, da bi ga uporabljali tudi v stavbah, da bi gradili več pohištva in vsekakor, da bi bila uporaba lesa bolj vsestranska. Zatorej poglejmo, kaj vse se skriva v tej znameniti stavbi. Ja, zelo posebna stavba, zelo naravi prijazna in pa seveda les je le tista povezava, ki združuje vso to zgodbo skupaj. Kako posebna je ta stavba za vas in kaj vse seveda lahko ponudi v prihodnosti, kar se tiče njene zgodbe, ki jih prinaša zdaj na plano, z vsemi stvarmi, ki se skrivajo v notranjosti. Tako je, ja, to stavbo štejemo za največjo leseno stavbo v Sloveniji. V njej je približno 3000 kvadratnih metrov prostorov, ki so zgrajeni popolnoma v lesu, torej z leseno konstrukcijo iz masivnih križno lepljenih plošč. Preostali deli so nažalost zgrajeni iz betona, rečem nažalost, zato ker pač drugače ni šlo zaradi tehničnih zahtev posameznih laboratorijev. V stavbi imamo 9 laboratorijev, ki so zelo različni med sabo. Nekateri obravnavajo zelo mikroskopske, zelo majhna merila raziskav, nekateri pa obravnavajo velika merila, torej cele konstrukcije, trdnost stavb, sten in različnih materialov, tako da zelo različna merila imamo. Popeljite nas z uporabo materialov, kako ste pač združevali beton, les, je več lesa, koliko je betona, verjamem, da ste bili bolj navdahnjeni, da bi raje imeli več lesa prisotnega, absolutno. Torej, les smo uporabili tam, kjer smo ga lahko, zaradi tehničnih zahtev laboratorijev ga ponekod nismo mogli uporabiti. Uporabili smo ga v zgornjih 3 etažah, kar skupaj prinese približno 3000 kvadratnih metrov. V tem delu smo uporabili križno lepljen les, torej to so masivne plošče, predvsem iz lesa smreke. Na fasadi pa vidimo dve drugi vrsti lesa. To so te vertikalne oziroma navpične deščice, so izdelane iz modificiranega lesa, bora. To pomeni, da je najprej impregniran vakuumsko, potem pa je še termomodificiran. To pomeni, da je zaščiten po celi svoji globini, ne samo površinsko. In pa te robovi, temnejši deli fasade so pa iz macesna, ki je premazan z popolnoma novim inovativnim premazom na bazi gliv. To je, ko bi rekla, biološki premaz, ki se sam zaraste, če ga popraskaš, če ga nekako poškoduješ, hkrati pa on živi tam na sončni svetlobi in nekako kot živa fasada. Tako, ja, živi zaščitni material, ki ščiti, on je v bistvu tista dobra gliva, torej dobra zaščita, da ščiti pred slabimi, ne. Tako da na tem delamo tudi veliko raziskav, imamo veliko projektov, kako tudi spremeniti barvo in pač spremeniti način uporabe. Tako da, ja, tukaj še veliko potencijala. To so rešitve, ki jih nekako raziskujejo znanstveniki oziroma strokovnjaki, ki delajo na svojih področjih. Bom takole še za uvod vprašal, kako dobro se pa počutite v takšni stavbi, ki je, recimo temu rečejo, ekološka, zdrava, ki diha, ki ima to noto lesa, ob katerem se vedno radi dobro počutimo. To pa najbolje, da gremo skupaj pogledati. Je pa res to, da tudi naše znanstvene raziskave so dokazale, da je nedvomno doprinos lesa v notranjosti na dobro počutje, na zmanjšanje stresa ljudi, na boljše kognitivne sposobnosti. Torej je nedvomno tudi znanstveno raziskano, da je to res, da les nam zelo dobro vpliva na nas. Poglejva ta ustvarjalni tempelj miru. Ja.